Lepo pozdravljeni, tako rekoč doma, gospod Golob. Mesto se te dni kiti, brnijo povsod gradbeni stroji. Kaj se vam zdi Nova Gorica v taki preobleki? Jaz mislim, da gre za dva zelo pomembna elementa. Najprej bo Evropska prestolnica kulture res postavila Novo Gorico in tudi Gorico na evropski zemljevid, če hočete svetovni zemljevid. Ta prepoznavnost, ki pride s tem, je neizmerna in se tega sploh še ne zavedamo. In drugo, tudi skozi dela, ki niso usmerjena samo v kulturo, ampak širše, bo v resnici Nova Gorica in Gorica boste lahko zaživeli kot eno mesto in pridobili bomo nove stanovanjske četrti. Meni se zdi to, da smo uspeli povezati na eni strani kulturo in Evropo z razvojem obeh mest, ki bo zelo konkreten, dal tudi nova stanovanja in to ne malo, to se mi zdi super. Sva na prenovljenem trgu Evrope, ki je simbol sodelovanja obeh Goric, in prav to sodelovanje se je začelo že z Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje EZTSGO, kateremu ste tudi vi predsedovali. In takrat leta 2014 se je zgodil en pomemben premik. Ta prostor je dobil 10 milijonov evrov za projekte, ki jih je lahko izvedel mimo Ljubljane in mimo Rima, kaj ne. Je bil to po vašem mnenju že en tak znanilec tega, kar smo sedaj pridobili z Evropsko prestolnico kulture? Jaz sem prepričan, da ja. In veste zakaj? Ker takrat smo v Novi Gorici in Gorici dobili prvo platformo, ne samo za skupno sodelovanje, ampak za skupne sanje. Takrat smo videli, da tisti, ki sanja pogumno, ambiciozno, lahko stvari tudi mimo ustaljenih poti realizira. In potem je v resnici, vsaj za moje pojme, Evropska prestolnica kulture bila neke vrste nadaljevanje teh pogumnih sanj obeh mest. Tako da ja, EZTS je zagotovo bil znanilec, niti približno pa ne zadnji korak. In dobiva po vašem mnenju ta prostor z vso to pozornostjo drugačno samozavest, drugačno tudi vrednost v očeh drugih. Prejle smo bili vendarle mi, tako Nova Gorica kot Gorica, le obrobje obeh držav. Jaz bi tako rekel, meje so vedno v glavah in tudi veličina posameznika ali pa mesta je v tem, kako se sam vidi najprej. Torej, ravno to, krepitev samozavesti obeh Goric se mora manifestirati skozi njuna ravnanja, ne skozi to, kako jo bojo videli Ljubljana ali Rim. Tako da ja, z tega vidika, tudi ko sem si ogledal danes ponovno vse načrte, kaj vse bo narejeno v tem letu, kaj vse se bo odvilo v tem letu, jaz moram reči kapo dol. In ta prostor, moramo tudi to povedati, je bil nekoč prizadet od številnih ran, ki mu jih je prizadajala zgodovina. Prav EPIK, tukajšnji bližnji muzej, bo naslavljal te probleme. Bo po vašem mnenju to dovoljšen obliž na to rano? Se bomo uspeli vsak svojo zgodovino soočiti in povezati še bolj? Eno od sporočil Evropske prestolnice kulture, tudi širšega povezovanja obeh mest je ravno ta, da bolečine iz preteklosti jih moramo najprej ponotraniti in potem na njih na zdravem temelju graditi. To, da se bomo tudi, da bo skozi muzej se spominjali, kako je bilo, je v redu. Ampak seveda to nam je lahko kvečemo v navdih, kaj vse lahko še skupaj dosežemo. Tako da, ja, jaz sem res velik optimist glede tega. In še za konec, vaša popotnica Evropski prestolnici kulture, kaj želite, kaj sporočate obema mestoma? Sanjajmo še naprej, ambiciozno, bodimo pogumni in potem ni nobenih ovir pred nami. Najlepša hvala za pogovor, gospod Golob, in na skorajšnje snidenje na katerem izmed dogodkov Evropske prestolnice kulture. Ja, se že veselim. Hvala lepa. Hvala lepa.